Ta mlačnost in malobrižnost koplje narodu prezgodni grob, pravi Minka. Jerman pa odvrne, ne čvekajte, narod si bo pisal sodbo sam, ne frak mu je ne bo in ne talar. Besedilo iz Cankarjevih Hlapcev je to. Osvobodilna fronta ni bila koalicija političnih strank, niti enako mislečih. Bila je koalicija enako čutečih, enako osramočenih, enako zavednih, enako pogumnih in enako srčnih. Upor slovenskega naroda se vedno rodi iz srca. In lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste in si še vedno upate misliti tudi s srcem. Lepo pozdravljeni člani predsedstva zveze in člani sveta zveze, predsedniki pokrajinskih svetov, člani koordinacijskih odborov enot in služb Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije ter žrtev vojne nasilja. Člani odbora za priznanja ter lepo pozdravljeni vsi dosedanji in letošnji dobitniki zlatih plaket in vsi dosedanji prejemniki in letošnji prejemnik listine Zveze borcev. Lepo pozdravljeni tudi člani koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in veleposlanik Ruske federacije. Lepo pozdravljeni vsi vi, ki s ponosom stopate pod praporom partizanskih vrednot. K pozdravnemu nagovoru pa vabim tovariša Janeza Stanovnika, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Spoštovani gospod poslanik, gospa Galina, tovarišice in tovariši, ko naj bi rekel par pozdravnih besed za uvod, mi prihaja na misel, da moram spregovoriti o sporočilu, ki ga Osvobodilna fronta in Narodno-osvobodilna borba pošilja v današnji čas. Moje misli gredo v avlo ljubljanskega rektorata Ljubljanske univerze, kjer imate monolit in v ta monolit je vklesanih 200 imen slušateljev Ljubljanske univerze, ki so padli za domovino v narodno-osvobodilni borbi. Pod temi imeni je pa v kamen vklesano sledeče besedilo: čuvaj domovino, brani nje prostost. To je sporočilo Osvobodilne fronte in Narodno-osvobodilne borbe današnjemu času. Napisano je bilo kot 8. točka 9 točk, temeljnih točk programa Osvobodilne fronte. Tam je bilo napisano, da bomo pravico do narodne samoodločbe, ki je bila proklamirana z Atlantsko listino, in da bomo notranjo ureditev v svoji državi in svoje zunanje odnose, da bo to urejal samo slovenski narod sam. In ta točka se zaključuje s sledečimi besedami: to elementarno pravico slovenskega naroda bomo branili z vsemi sredstvi. In danes, po tolikih letih, ugotavljam, ne samo, da smo jo branili, tudi smo jo obranili.
Je pa prav tako res, da se včasih temni oblaki zbirajo na nebu in ravno ob temlem času, ko slavimo obletnico Osvobodilne fronte, nam vseljujejo tako zvano zlato pravilo. Zakaj je to pravilo finančne vzdržnosti, ki smo ga že napisali v ustavi, se ga imamo v ustavi, ki je prav tako sprejeto v Evropskem fiskalnem sporazumu, ki je prenešeno v našo nacionalno zakonodajo. Ni nobene potrebe to zlato ali pa pozlačeno pravilo ponovno vnašati v ustavo in se vprašam, zakaj pa? Zakaj pa je to pravilo tako zlato? Zato, ker v ljudskem jeziku to pravilo pomeni, da prvo bomo plačali vse oderuške obresti in vsa posojila, ki sta jih najemala Janša pa Pahor, potem bomo pa še za vdove, pa za otroke, pa za invalide poskrbeli, če bo kaj ostalo. In to naj bi bilo zlato pravilo. Zaradi tega se sprašujem, ali pa ni mogoče nekaj drugega zat. In to drugo, kar je zat, je to, da smo v ustavo, v našo ustavo napisali, da je Slovenija demokratična republika, da je pravna država, da je socialna država in besedo za besedo. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Če ima oblast ljudstvo, zakaj je pa potem treba neko zlato pravilo, ki ga uveljavlja Bruselj, trojka, 3 žandarji z bajoneti nasajenimi na puške? Zakaj? Mi smo lepo povedali in v praksi uveljavili, da nam ne bo gospodaril niti Beograd, niti Bruselj, pa tudi ne Wall Street. In to zlato pravilo smo uveljavljali v Narodno-osvobodilni borbi in to je sporočilo Narodno-osvobodilne borbe za današnji čas. Zdaj je pa dovolj, današnja svečana govornica bo gospa Stritarjeva. Naj vam povem eno malo tajnost, ki ni tajnost. Janko Smole, Marko Vrhunc, pa jaz smo bili njeni sošolci. Ampak to nič ne pomeni o njeni starosti, ampak da bi radi tako mlado izgledali kot ona. Hvala lepa. Hvala. Med ljudi bom šel, s knjigo Ugoja v rokah, in klical ljudem bom in klicali bodo milijoni z menoj. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. Začutil bom dneva novega sjaj. Pesem Karla Destovnika Kajuha je to, iz katerega se sluti tudi ljubmu Cankarjev socialni čut. Za svoje ideale je izgubil življenje star še ne 22 let. Pesmi Karla Destovnika Kajuha iz cikla Ljubezenske, številka 5, 6, 7, ter Kje si mati, bo recitiral Igor Čulič, učenec 9. razreda osnovne šole Prežihov Voranc, Ljubljana.
Karel Destovnik Kajuh, 5. pesem. Bosa pojdiva, dekle obsorej, bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi razsanjanih češnjevih vej, sežem ti nežno v dlani koprneče. Beli so češnjev cvetovi, temni, pretemni so talcev grobovi, kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle obsorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. 6. pesem. Samo en cvet, en češnjev cvet, dehteč in bel, odlomi moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumnico sidel. Odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet, trpi v pomladi tej. In glej, ta drobni češnjev cvet bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en bel, en češnjev cvet odlomi, moja draga, saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. 7. pesem. Še veš, ko si prinesla mi jasmin in rekel sem, to cvetje bolečin, a ti, kot da bi mi verjela, si moje roke v svoje vzela in plaho zadrhtela. Potem si k meni se sklonila in kot v slovo me poljubila. Kako si prav tedaj slutila? Zdaj čakaš za rešetkami vsak dan, kdaj v tvojo odenem svojo dlan, kot takrat, ko je cvel jasmin, le brez strahu in bolečin. Karel Destovnik Kajuh, kje si mati? Veš, mama, rad bi ti napisal pismo, poslal bi rad vsaj kak pozdrav. Že dolgo je, odkar več skupaj nismo, da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav. A kam naj pišem? Ste doma ostali? Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. Le kaj ste boje? So te kam pregnali? Te v Šleziji morda je glad žel. Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj, povsod je s tabo moj pozdrav. In kjer sem jaz, si tudi ti z menoj, zato ne misli, da sem sam ostal. Morda li nikoli več ne bova zrla si obraz, vendar nikdar ne bom pozabil na te. A želel bi, da me utihne prej mi glas, dokler ti ne porečem, glej, ta svet je tudi zate. Slovenska partizanska pesem, če tudi ljubezenska, je odraz slovenskega ponosa in časti. Je pesem upora. Ne vem, kje sem pobrala sledečo misel, primerno prav za današnji dan. Pravi takole. Naš edini sovražnik danes je nepoštenje in naš edini zaveznik je srčni up. Vse veste, kako gre. Ko vam vzamejo vse, dostojanstvo, spoštovanje, ko vam ostane golo življenje, potem ste sposobni imeti vse. In to se je zgodilo pred več kot 70 leti in to se dogaja vedno. K slavnostnemu nagovoru vabim tovarišico Zoro Konjajev, partizanko, zdravnico, znanstvenico in lanskoletno dobitnico zlate plakete za življenjsko delo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Prosim. To pa spada k meni, sem pediater. Spoštovani, 72 let je minilo od ustanovitve Osvobodilne fronte, pomembnega dogodka za preživetje slovenskega naroda v drugi svetovni vojni. Ta dan je bil pa pomemben tudi za Evropo. Nezaslišano je bilo, da se je majhen narod, prvi in edini v Evropi, postavil z orožjem po robu fašistom in nacistom, ki so bili ob tem silovito presenečeni in ogorčeni.
Slovenski narod je bil dotedaj z lastno kulturo vpet v Evropo. Odslej in poslej pa se je dobil mesto na političnem zemljevidu Evrope kot politični narod. Znano je, da je slovenski odpor in jugoslovanski odpor v celoti zmedel pomembne načrte nacistov in s tem pripomogel k zmagi zaveznikov. Sestava Osvobodilne fronte je bila pluralna. Sprva s 4 skupinami, komunisti, krščanskimi socialisti, levimi predstavniki Sokola in kulturnimi delavci, tem se je kasneje pridružilo še 10 različnih skupin, ki so se razlikovale po številu članstva, po politični preteklosti in ideologiji. Sestavljen je bil plenum Osvobodilne fronte, ki se je že septembra 1941 razglasil za Slovenski narodni osvobodilni odbor, ki je organiziral in vodil slovenski narod na vsem slovenskem ozemlju. Sprejet je bil program v 9 točkah. Najvažnejše so bile za tedaj o oboroženem odporu proti okupatorju, o osvoboditvi in združitvi vseh Slovencev in prevzemu oblasti po osvoboditvi, ki uvede ljudsko demokracijo. OF je v najkrajšem času postala množična organizacija, saj so se je ljudje vklenili kot rešitve po sramotni kapitulaciji Jugoslavije in ponižujoči okupaciji. Ustanovljeni so bili terenski tematični odbori in živo se spominjam, kako smo medicinci, bilo nas je kar 90% od tedaj upisanih, skrbno izvajali naloge, ki nam jih je naložil matični odbor zdravnikov. Ta je organiziral Osvobodilno fronto v vseh zdravstvenih ustanovah, pridobival zdravnike za narodno osvobodilno borbo in organiziral zdravljenje prvih ranjencev odpora. Medicinci smo zbirali sanitetni material in zdravila, organizirali smo tečaje prve pomoči in tudi prvih sabotažnih akcij smo se udeleževali. Veliko medicincev se je že zgodaj odločilo za odhod v partizane. Na osvobodilni boj se je odzval protikomunistični tabor, ki je pod okriljem Rimsko-katoliške cerkve in za kolaboracijo z okupatorjem oblikoval vojaške enote, zlasti od poletja 1942. Po spomladanskih volitvah leta 1942 na osvojenem ozemlju so se oblikovali narodni odbori, ki so skrbeli za življenjske potrebščine ter zlasti za prehrano vseh prebivalcev v krajevnih skupnostih. Podobno nalogo je imela po kapitulaciji Italije ustanovljena upravna komisija, ki je skrbela za prebivalstvo velikega osvobojenega ozemlja od Kolpe do Nadiže. Ob spremenjenih razmerah med osvobajanjem slovenskega ozemlja je bilo potrebno organizacijo Osvobodilne fronte dopolnjevati in nastopil je tudi čas za sprejem pomembnih odločitev za prihodnost Slovencev. Največje državotvorno dejanje je zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943. Na njem so poslanci in poslanke potrdili dotedanje delovanje izvršnega OF in so mu zaupali še nadaljnjo vodenje narodno-osvobodilne borbe do osvoboditve. Slovenski narodni osvobodilni odbor je na tem zboru postal slovenski parlament, izvršni odbor Osvobodilne fronte pa njegovo predsedstvo. Na zboru odposlancev je bilo sprejetih več pomembnih sklepov, med njimi priključitev Primorske in Slovenske Istre k matični domovini in sklep o samoodločbi naroda. S temi sklepi se je začelo tudi pravno preoblikovanje notranje ureditve Slovenije. V februarju 1944 je bilo v Črnomlju zasedanje izvoljenih poslancev, ki so izglasovali preimenovanje Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora v Slovenski narodno-osvobodilni svet in njegovega predsedstva v predsedstvo SNOS in s tem oblikovali organa zakonodajne in izvršne oblasti, ki sta delovala ves čas do osvoboditve kot parlament in začasna vlada. Nova narodna vlada pa je bila imenovana v Ajdovščini 5. maja 1945. Organizacija osvobodilnega boja in oblikovanje oblasti v Sloveniji se je razlikovalo od organizacije v drugih predelih Jugoslavije.
Slovenska posebnost vodenja NOB s pluralno OF ni vzbujala zaupanja in ni bila dobro sprejeta pri vodstvu jugoslovanskega odpora, ki ga je vodila samo komunistična partija. Slovencem so učitali separatizem in so se bali, da bo strankarska koalicija v OF terjala svoj delež po osvoboditvi. Z dolomitsko izjavo je KP sicer dobila vodilno vlogo, kar pa ni pomenilo, da je bilo konec pluralne OF, ki je do konca vojne kot edina organizacija vodila odpor. Večina od poslancev na Kočevskem zboru ni bilo vključenih v komunistično partijo in vsi člani izvršnega odbora OF niso bili partijci. Vendar je Osvobodilna fronta zdržala pritisk in do konca vojne predstavljala poleg vodenja odpora tudi edino priznano oblast na slovenskem ozemlju. Ob praznovanju ustanovitve OF je prav, da se spomnimo žrtev, ki so v boju za svobodo izgubili življenje. Danes so zbrani podatki nacionalnega znanstvenega projekta Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani o žrtvah NOB. Slovenija je ob začetku vojne štela nekaj več kot 1,5 milijona prebivalcev. Žrtev v NOB je bilo 41.780, nekaj več kot polovica borcev, ostalo so bile civilne žrtve. V protipartizanskem taboru je bilo 13.100 žrtev, vojakov in civilistov. Tudi v naši širši družini so bile žrtve na partizanski strani. Moj mož Cvetomočnik Florjan, narodni heroj, ki je padel na včerajšnji dan 1943. leta na Golobar planini nad Bovcem. Svak Franci Šturm, komponist, padel v nemški ofenzivi 43 v Iškem Vintgarju. Hčerka moje sestrične, Milojka Štrukl, narodna heroinja, padla nad Cerkljem 43. Sin moje sestrične, Miloš Gomišček, padel v Trnovskem gozdu 43. In moj bratranec, Pavel Stritar, ki je bil obglavljen v nemškem koncentracijskem taborišču. Vsi so bili mladi, zdravi ljudje, polni pričakovanj in želje po življenju. Porajali so se dvomi, zlasti med nasprotniki OF, če so bile te žrtve upravičene in mnenje, da bi se jim z lahkoto izognili, če bi imeli lojalno držo do okupatorja. Skeptični so do trditev, da je bil slovenskemu narodu namenjen genocid in izbris. Že leta 1940, eno leto pred vojno v Jugoslaviji, sta bili poslani 2 spomenici iz Celovca in Gradca v Berlin z izdelanim načrtom za genocid. Selitev prebivalstva, pošiljanje ljudi v koncentracijska taborišča, streljanje talcev, popolna germanizacija in naselitev germanskega prebivalstva na izpraznjenem slovenskem ozemlju. Prijaznejši obraz so spočetka kazali italijanski fašisti, ki naj nam bi prinesli 2000-letno rimsko kulturo, vendar so s požigi vasi, pobijanjem prebivalstva, zapori in s koncentracijskima taboriščema na Rabu in Gonarsu pokazali pravo naravo. Znane so jasno izrečene grožnje z genocidom italijanskih poveljnikov na govorih prebivalstvu. Tudi na Nürnberškem procesu je bil genocid nad Slovenci obravnavan podobno kot nad Judi in Romi. Ob žrtvah pa ne smemo pozabiti, da je NOB povzročil prevzgojo ljudi, ki so spontano gojili moralne vrednote, ki so jim pomagale preživeti in tudi zagotavljale uspešnost borbe. Tegobe so premagovali s prebujeno narodno samozavestjo, solidarnostjo, tovarištvom in izredno požrtvovalnostjo, včasih za ceno lastnega življenja. V NOB je bila prebujena široka kulturna dejavnost, likovna, dramska, pesniška, glasbena, ki dopolnjujejo veličastno epopejo borbe slovenskega naroda. Humanost se je pokazala v najplemenitejši obliki v prizadevanju za ohranjanje človeškega življenja. Organizacija partizanskega zdravstva je enkratni čudež, ki ga druga uporniška gibanja v Evropi niso poznala v taki obliki. Ranjenim borcem je bilo zagotovljeno zdravljenje in tudi popolna varnost v razmerah, ko partizanska vojska ni imela varnega zaledja.
Izgradnja več kot 250 bolniških postojank v gozdovih in izvajanje podrobnih navodil konspiracije sta preprečili sovražniku, da ne bi odkril bolnišnic, čeprav jih je skrbno iskal. Od postojank, kjer se je zdravilo 22.000 ranjencev, je odkril le nekaj in proti mednarodnemu pravu pobil 162 ranjencev. Posebnost slovenskega partizanskega zdravstva je tudi ustanovitev porodnišnice v Kočevskem Rogu. Nobena gverila tega ne pozna. Poskrbljeno je bilo tudi za invalide, ki so nadaljevali zdravljenje in rehabilitacijo v Italiji v zavezniških bolnišnicah. Krvni davek zdravstvenega osebja je bil velik. Življenje je izgubilo 45 zdravnikov in 54 medicincev. Za zdravje civilnega prebivalstva je pa skrbel zdravstveni odsek pri predsedstvu SNOS-a. Leta 1991 so se začele v Evropi in pri nas velike spremembe in Slovenci smo s plebiscitom dosegli osamosvojitev. Po 46 letih življenja v socializmu je tranzicija spremenila dotedanji lastninski sistem in ne da bi se zavedali, je bil uveden kapitalizem. Med drugim sta ne vselej pravična denacionalizacija in nespametno lastninjenje korenito spremenili dotedanjo razporeditev dobrin. Že samo ukinitev službe družbenega knjigovodstva je povzročila nepreglednost denarnih tokov in plačilno nedisciplino. Ta ukrep je bil pravi signal, da se grabež lahko prične. Kraje so bili v privatnih in državnih podjetjih, pri trgovanju z orožjem in celo rimsko-katoliška cerkev, ki naj bi bila vrhovna duhovna in moralna inštitucija, je poskrbela za velik finančni škandal z ogromno zadolžitvijo in oškodovanjem velikega števila vernikov. V takem sistemu so mnogi čezmerno obogateli, drugi so zabredli v hudo revščino zaradi kratenja delavskih in človekovih pravic ter brezposelnosti. Spremembe na slabše so se bliskovito nadaljevale v prejšnji vladi, ki je tudi na temelju korupcije, podobno kot so totalitarni režimi, obvladala vse položaje v državni upravi, javnem sektorju in gospodarstvu. V najkrajšem času je vlada plagiatorsko, po načelu doktrine šoka, neoliberalizma, dobesedno razgradila socialno in pravno državo, se polotila kulture, znanosti in izobraževanja ter pripeljala državo tudi na ekonomsko dno. Načrtovana privatizacija vrtcev, šol, zdravstva pa bi omogočila rimsko-katoliški cerkvi, da bi bila rekatolizacija Slovenije še učinkovitejša. Ljudem je prekipelo in vztrajnost na ulicah je dosegla, da je bila v parlamentu izglasovana nezaupnica predsedniku vlade. Vendar vstajniki zaenkrat še nimajo te moči, da bi lahko spremenili temeljno družbeno sestavo in da bi dosegli, da vsi skupaj z znanjem in pametnimi ukrepi preprečimo, da ne bi bila naša država po več kot 70 letih ponovno okupirana, tokrat ne z oročjem, ampak z ekonomskimi ukrepi in možnim prihodom ne 3 svetih kraljev, temveč 3 apokaliptičnih jezdecev. Zunanji pritisk na našo državo je velik in tuji špekulanti se trudijo zaradi lastnega dobička pokazati, da se Slovenija ni sposobna sama rešiti iz nastalega položaja. Če se ne izvijemo iz krize, nas čaka suženjska pokorščina ukrepom Evropske skupnosti, ki nas bodo pahnili v odvisnost, bedo in obup. Ali je prišel čas za novo OF? Bistvo kapitalizma je vse, kar pomeni napredek. Tisti, ki nimajo nič, so samo kolateralna škoda.
nezanimivo, dolgočasno dejstvo, ki niti ni toliko pomembno, da bi o njem napisal popevko. To je pesem Popevka iz zbirke Prostost sveta Vinka Moderndorferja iz leta 2011. Mladinski pevski zbor osnovne šole Prežihov Voranc Ljubljana, sicer v okrnjeni zasedbi, običajno jih je namreč kar 60, pod vodstvom profesorice glasbe, učiteljice glasbene vzgoje in zborovodstva Bože Kastelic Malnar, pa bo zapel popevko. In to iz tistih časov, ko se je o ljubljanskem nebotičniku še splačalo pisati popevke. Besedilo Gregor Strniša, glasba Jure Rubežnik. Na vrhu nebotičnika. Da najina vsa Ljubljana bi bila, pravi verz v pravkar slišani popevki. Ne le Ljubljana, ki je rodila odpor slovenskega naroda, vsa Slovenija. Prosim, da se mi pridružijo predsednik Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, tovariš Janez Stanovnik, in veleposlanik Ruske federacije, njegova ekscelenca gospod Duku Zaugajev, in izvršita protokol podelitve zahvale predsednika Ruske federacije Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenija za velik prispevek k ovekovečenju spomina na padle sovjetske vojake v Sloveniji. Грамота, да? Дорогие ветераны, я очень признателен, предоставлен мне возможности кратко перед вами сказать несколько слов. Zahvaljujem se, da mi je omogočeno, da vam rečem par besed. Российско-славянские отношения, они имеют глубокие корни и сегодня находятся на небывало высоком уровне. Rusko-slovenski odnosi, ki imajo globoke korenine, so danes na nezaslišano visoki ravni. Это и в политической, экономической сфере, в области образования, культуры, науки. То есть нет ни одного направления, которое остается без нашего общего внимания. To se nanaša na naše politične in gospodarske odnose, na odnose v kulturi, znanosti, izobraževanju. Praktično ni takega področja, kjer ne bi sodelovali. И этот высокий достигнутый уровень не является показателем того, что нет резервов и что мы достигли предела. То есть у нас огромный потенциал.
Seveda ta visok nivo ne pomeni, da že nimamo rezervov, da smo dosegli vse, kar se da. Imamo še veliko neizkoriščenega potencijala. И в основе этого потенциала лежит искренняя дружба наших народов. In seveda podlaga tega potencijala je iskreno prijateljstvo naših narodov. И корни нашей дружбы, они уходят вглубь веков. Korenine našega prijateljstva se skrivajo v globini stoletij. Нас объединяет общность исторических судеб, особенно в период Первой и Второй мировых войн. Združuje nas enotnost političnih, zgodovinskih usod, še posebej v časih Prve in Druge svetovne vojne. Вы, естественно, очень хорошо знаете эту историю. Я не буду на деталях останавливаться, но только хотел бы напомнить о некоторых эпизодах. Dobro poznate to zgodovino, zaradi tega bi vas spomnil samo na nekaj dejstev. Советские войны, которые были в первые месяцы войны захвачены в плен и размещены в различных фашистских лагерях, естественно, пытались вырваться. И тем, кому это удавалось сделать, они не пытались затеряться, а искали пути для продолжения вооруженной борьбы. Sovjetski vojaki, ki so bili zajeti v ujetništvo in nameščeni v različnih taboriščih na evropskem ozemlju, so na vse načine skušali uiti tem taboriščem in če jim je to uspelo, se niso skrivali, so se iskali kontakte z освободильным gibanjem, da bi nadaljevali borbo. Они выливались в партизанские отряды и на территории Словении вели исключительно такую эффективную антифашистскую борьбу. Na ta način so se pridruževali tudi partizanskim četam v Sloveniji in tam se zelo učinkovito in uspešno borili. Русское формирование партизан назвали русским батальоном. Obstaja enota slovenske partizanske vojske, ki se je imenovala Ruski bataljon. При вашей поддержке нам удалось собрать очень много такого документального, фактического материала, на основе которого нами снят документальный фильм с названием «Русский батальон». Ob podpori, vaši podpori, podpori vaše organizacije nam je uspelo, da zberemo dosti gradiva, na podlagi katerega je v Rusiji bil posnet dokumentarec, polnometražni, ki se imenuje Ruski bataljon. И он показывает нравственный портрет наших с вами воинов, которые в этих тяжелых условиях не пытались затеряться, а продолжали борьбу и победили. Ki je pokazal tudi visoke moralne vrednote, moralni portret tako naših sovjetskih kot slovenskih partizanov, ki so se borili v času Druge svetovne vojne. На территории Словении только установлено 56 мест захоронений. Это в различных городах, населенных пунктах, что свидетельствует о том, что вся территория была антифашистской настроенной. V Sloveniji je samo za zdaj ugotovljenih 56 različnih grobov in grobišč sovjetskih vojakov, ki so se borili skupaj s Slovenci v času vojne, ki so nameščeni na veliko različnih krajev, kar pomeni, da celotna Slovenija se je upirala fašizmu v času vojne. И благодаря заботе ветеранской организации, местных органов власти и населения, все эти захоронения содержатся в надлежащем хорошем состоянии. In zahvaljujoč skrbi borčevske organizacije, lokalnih oblasti in posameznikov, vsa ta grobišča so v odličnem stanju. И с учетом того, что ежегодно в майские победные дни мы проводим совместные мероприятия, память от них, о наших погибших, она как-то сохраняется и передается подрастающему поколению. Zahvaljujoč temu, da skupaj z borčevsko organizacijo zdaj pred dnevom zmage 9. maja v Rusiji izvajamo različne prireditve v spomin na vaše in naše vojake. Ta spomin se ohranja in tudi zavedanje o njem prehaja na mlajše generacije. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим решением
наградил ветеранскую организацию Словении вот такой вот благодарностью за большой вклад в увековечение памяти советских воинов, павших на территории Словении. In zato predsednik Rusije Vladimir Putin je odlikoval Zvezo združenj borcev NOB Slovenije s tako zahvalo za velik prispevek k ohranjanju spomina na padle sovjetske vojake na ozemlju Republike Slovenije. Мне выпала большая честь эту благодарность передать господину сановнику, нашему большому другу. Veliko čast mi je, da izročam to zahvalo gospodu stanovniku, našemu velikemu prijatelju. Хотел бы поздравить вас с сегодняшним праздником, пожелать хорошего здоровья и долгих, счастливых лет жизни. Koristim to priložnost, da vam čestitam za današnji praznik in vam vsem zaželim dolga leta življenja in dobro zdravje. Hvala. Spoštovana ekscelenca, ambasador Dugajev, ne morem si kaj, da se ne bi zahvalil naravi, ki mi je dodelila ta privilegij, da iz vaših rok danes sprejemam blagodarnost ruskega naroda s podpisom njegovega predsednika Putina. Za našo borbo rad bi vam povedal, gospod ambasador, da smo takrat, to je bilo koncem 42. leta, po strašni ofenzivi, ki je 16. julija pričela, da je takrat vest, da je von Paulus kapituliral in da je sovjetska armada, takrat je bila to sovjetska rdeča armada, začela ofenzivo oziroma pohod proti zahodu. Kaj je to pomenilo takrat za nas, ko več nismo imeli nobene vere v to, da bomo preživeli? In takrat se je rodilo upanje, ne samo, da bomo preživeli, da bomo zmagali in da bomo imeli svojo domovino. Hvala vam, hvala vam. Rekli so nam, samo malo bomo vzeli. Vzeli so vse. Rekli so nam, zategnite pasove zato, da nam bo vsem bolje. Njim je bolje. Mi imamo še vedno zategnjene pasove okoli vratu. Rekli so nam, pobrali vam bomo zato, da vam bomo potem spet dali obogateno. Pa je šlo vse z njimi. Rekli so nam, oblast ni za vas, mi znamo to bolje. Odnesli so jo domov in jo razdelili svojim sorodnikom. Rekli so nam, potrpite in mi trpimo. Rekli so nam, ne sekirajte se, zato da je njim padla sekira v med. In na koncu smo ostali brez vsega. So rekli, z vami se nimamo kaj pogovarjati, se tako ali tako nimate nič. To je Slovenija zadnjih 20 let, kot jo čuti in občuti, med drugim tudi pesnik Vinko Moderndorfer. Otroški pevski zbor osnovne šole Prežihov Voranc, tudi ta je v okrnjeni sestavi, sicer jih je kar 55,
Prav tako pod vodstvom profesorice glasbe Bože Kastelic Malnar pa nam bo pel o ljubi naši Sloveniji, kot jo občuti pesnica Neža Maurer in skladatelj Janko Gregorc. Franc Rozman Stane, Tine Rožanc, Franc Bukovec. To so trije narodni heroji, ki so jih porodile takrat majhne vasi pod Šmarno goro, danes združene v krajevno skupnost Pirniče, pa še partizanskega pesnika Ota Vrhunca ali Blaža Ostrovrharja. Od tam prihaja s pirniškega odra treh herojev Anica Horvat in sabo nosi vprašanje, kako je bilo, in še Kosmačevo nagovor domovini. Enkrat pozneje, čez 200 in 300 let, bodo spraševali, kako je bilo. Kako je potekala borba? Kako je nastala? Kako se je misel na odpor rodila in kje se je in kako z voljo združila? Spraševali bodo, kdo je zgradil taborišča in kdo je pobijal matere, žene in kako je mogoče, da človeku lahko toliko zla prizadene. Spraševali bodo, kdo je hrabro razbijal obroč, ki ga je rabelj vse tesneje koval in kdo je pod hladnimi smrekami v mrzlih zimah spal. Spraševali bodo, kako je takrat bilo nam. In spraševali bodo, kakšno bilo je pred borbo spoznanje. Po ormenelih knjigah bodo listali, mimo pomnikov v hostah hodili. In iz platnic prašnih naš duh bo zavel. Veter v vejah pomladnih bo pel, vodilo nas je hrepenenje, srce plameneče, v silnem ognju goreče, srce, ki je bilo le za svobodo, za mojo, za tvojo, za našo. Svoboda za vselej, za 200 in 300 in tisoče let.
Kajti treba je vedeti, da mali narodi bolj ali vsaj drugače ljubimo svojo domovino, kakor jo ljubijo veliki. Majhna je. In ker ne moremo opevati in poveličevati njene prostranosti, opevamo in poveličujemo njene kotičke, ki so polni lepot. Kajti lepota je podobna resnici. Resnica ne potrebuje debele knjige, da se nam razjasni. Lepota ne širnega, brezmejnega prostora, da se razširi, razbohoti in razcvete. Ne, prostranost bobni in poje svojo mogočno pesem. Resnična lepota tiho žari. Svojo domovino poznamo, kakor poznamo obraz svoje matere. Domače so nam vse njene gube in gubice, poteze veselja in žalosti, brazde, bridkosti in skrbi. Nenehno čutimo objem njenih kmečko raskavih, a srčno dobrih, toplih rok. Stiskamo se k njej in jo branimo že 1000 let. Kajti prvi porok zmage je besna zaljubljenost, ki ne presoja in se zato tudi ne umika pred sovražnikovo premočjo. Da, najprej je potrebna ljubezen, ki je vsako uro pripravljena dvigniti roko v bran. Nato šele pridete na vrsto razsodna misel in orožje. Sledi najbolj slovesen del današnjega druženja. Podelitev zlatih plaket in listine Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Prosim predsednika Janeza Stanovnika, da se nam pridruži in da podelimo zlate plakete. Zlato plaketo prejme Angelca Butenko iz Ljubljane. Zlato plaketo prejme tudi Rozalija Sonja Cundar iz Ljubljane. Zlato plaketo prejme tudi Majda Gričar z Jesenic. Zlato plaketo prejme tudi Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu. V imenu šole bo zlato plaketo prevzela pomočnica ravnateljice Tatjana Farkaš. Zlato plaketo prejme tudi Janez Herman, predsednik taboriščnega odbora Gunars.
Najbrž bo to taboriščnega odbora Rab, tako je. Zlato plaketo prejme tudi Albin Kobentar z Jesenic. Zlato plaketo prejme tudi Franc Kramar, župan občine Bohinj. In zlato plaketo prejme Sonja Vrščaj, predsednica taboriščnega odbora Auschwitz. Najvišje priznanje, listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija za leto 2013 prejme dr. Marko Vrhunc. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija s ponosom podeljuje listino svojemu zaslužnemu članu Sveta zveze, avtorju številnih knjig iz vojnega in povojnega obdobja, partizanskemu borcu in političnemu komisarju 10. brigade Ljubljanske, ki je osvobajala glavno mesto Ljubljano. Veleposlanik je bil pri organizaciji Združenih narodov in dolgoletnemu šefu kabineta predsednika republike Josipa Broza Tita. Jaz prosim gospoda Vrhunca, če se še malo pridruži predsedniku, da tole obrazložitev speljamo do konca. Neverjetno bogato biografijo dr. Marka Vrhunca je težko zapisati v nekaj stavkih. Tovariš Marko je stopil na pot odpora takoj prve dni po sovražni okupaciji. Deloval je v vrstah ilegalnega odbora v Ljubljani in zato so ga že kmalu zaprli, vendar se je zapora hitro rešil. Sredi vojne ob kapitulaciji Italije se je na Golem pod Krimom pridružil partizanski vojski, kjer je bil najprej razporejen v vrste vojaškega pravosodja. Svojo vojno pot je popisal v avtobiografiji Srečna mlada generacija. Sodeloval je v številnih vojaških operacijah za osvoboditev domovine in kot politični komisar 10. brigade Ljubljanske zmagovito vkorakal v rodno Ljubljano. Povojna profesionalna kariera ga je pripeljala v sam vrh vodstva federativne države, namesto šefa kabineta predsednika republike Tita. Znanstveno udejstvovanje si je pridobil z doktoratom znanosti in profesuro na družboslovni ter ekonomski fakulteti. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije si šteje posebno čast, da se je profesor dr. Marko Vrhunc ves čas njenega obstoja aktivno udeleževal njenih dejavnosti in številnimi monografijami, publicistično in siceršno dejavnostjo bistveno prispeval k uspehu organizacije. Podelitev listine zato ni samo zasluženo priznanje, ampak prav tako zahvala. Pod obrazložitev listine se je podpisal predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik.
Zdaj pa prosim, da se še zahvali v imenu vseh letošnjih dobitnikov priznanj. Jaz vam bom sam tole povedal. Vi gledate tisto fotografijo o partizanih, ki osvobajajo Ljubljano. Tisti lepi fant na belem konju in Marko. Spoštovani gostje, drage tovarišice in tovariši, čeprav smo današnji nagrajenci prostovoljci, ki smo se premišljeno odločili za delovanje v Zvezi Združenj borcev, so nas vaša priznanja globoko ganila. Kar se mene tiče, bo listina med mojimi 18 domačimi in tujimi odlikovanji prav gotovo najdražje življenjsko priznanje. Prejemniki priznanj smo še posebej počaščeni, ker nam jih izreka tako pomembna organizacija, kot je Zveza Združenj borcev, ki je z gojitvijo zgodovinskega spomina, izročil in vrednotenja pri vrhu naših spoštovanih in poslušanih družbenih organizacij. To smo dosegli s tem, da smo se vedno in dosledno zavzemali za uveljavljanje vrednot, kot so svobodoljubje, samozavest, enakopravnost, solidarnost in strpnost. Danes pa se pojavljamo kot vest naroda in vztrajamo na vrednoti družbene morale. Vse te vrednote so našemu narodu v sedanjih težkih časih še kako pomembne, saj sleherni državljan iz njih lahko črpa napotke, kako se pravilno odločiti danes in v vsakem trenutku, kje dobiti moč za sleherno uresničevanje. Z njimi, z temi vrednotami, Zveza Združenj borcev uspešno opravlja svoje zgodovinsko poslanstvo in nudi mladim rodovom zgodovinske izkušnje, čemu se je treba odločno upreti in kaj storiti za zagotovitev boljšega življenja za vse ljudi, kar smo partizani poleg svobode imeli za svoj drugi glavni cilj. Hvala. Mladina je najbolj udarni in nesebični del naroda. Svojim zaletom prečisti marsikatero prašno tradicijo in doseže velike uspehe tam, kjer za druge kraljuje utopija. To je v 30 letih prejšnjega stoletja zapisal takrat rosno mladi Pinko Tomažič. Narodni heroj, po katerem s ponosom nosi ime Tržaški partizanski zbor, letošnji dobitnik Zlatega reda za zasluge, ki bo danes v Stožicah skupaj s številnimi gosti pel pesem upora pod motom Za svobodo, za kruh. Moto so si izposodili iz pesmi Jutri gremo v napad Mateja Bora. Tokrat pa njegova partizanska ljubezenska balada Srečanje v interpretaciji Igorja Čuliča in za konec Združeni pevski zbor Osnovne šole Prežihov Voranc, Lepo je v naši domovini biti mlad, avtorja Radovana Gobca. Matej Bor, Srečanje. Nek jesenski večer v mračni obkrški hosti zmotili čudni gosti so tvoj mir.
Vzeli smo izpod mahu, kar ni posrkala vase, zemlja te dolge čase, odkar si tu. Vzeli, kar v zimskih nočeh lisice so pozabile, ki so skozi metež nosile te v lačnih zobeh. Položil, na vreče sem tvojo razbito lobanjo, dolgo strmel sem vanjo, v stih in nem. Kje je jasnina oči, kje sta usnji opojni, vame v grozoti spokojni dvoje votlin reži? Kje si? Ne, to nisi ti, ti si se skrila vame, tu te smrt ne zajame, tu so še tvoje oči. Tu je ponosni tvoj stas, k meni gibko se privija, kadar burja zavija v nočni čas. Kadar sam s sabo sprt, ulice slepe zablodim, s tabo, kakor v davnih dneh hodim, na te oprt. Laž žre iz teh votlin, nič ne bom gledal vanje, zemlja, vzami lobanje, meni pusti spomin. Ljuba, pridi nocoj, vabi te mesečina, vabi te sila spomina, vabi te ljubi tvoj.